Sva cepca, če dava cepiti otroke ali če jih ne dava? To vprašanje se nama je dolgo vrtelo po glavi. In kot kaže, sploh nisva bila edina. Pričevanja staršev otrok, ki so po cepljenju zboleli za različnimi boleznimi, so zelo prepričljiva in polna močnih čustev, ki jim kot starš težko oporekaš. Manj kot veš, močneje te takšne zgodbe prepričajo. Vendar če tudi kot starši nismo goreči borci proti cepljenju, nas že rahel strah pred cepljenjem postavi pred težko situacijo. Kako se odločiti? Zaradi nasprotujočih se informacij o koristnosti in škodljivosti cepljenja sva postala tudi midva neopredeljena. Kar pa je v praksi v bistvu pomenilo to, da sva z odločitvijo odlašala ali se cepljenju izmikala. Pred dobrimi 3 leti sta naša 2 otroka, stara 2 in 4 leta, zbolela za oslovskim kašljem. Prej sva slišala, da ta bolezen sploh ni težka. Vendar naša izkušnja sploh ni tako lahka. Koliko muk sta morala otroka prestati v skoraj 2 mesecih nočnega prebujanja ob napadih res hudega kašlja. In samo veliko srečo smo imeli, da v tistem času nista zbolela za še kakšno drugo težjo boleznijo. Zdaj sva otroke dala cepiti. Žal nama je, da jih nisva dala že prej. Danes preprosto ni dovolj, da je cepljenje obvezno. Država in mi vsi bi se morali bolj potruditi in dvigniti hvaležnost do napredka v medicini, ki nam je prinesla te možnosti, da se lahko zaščitimo pred nekaterimi hudimi boleznimi. Ja, morda marsikoga od nas ne bi bilo tu, če ne bi naši starši in mi bili cepljeni.